Dober dan in dobrodošli. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 2,2 milijarde ljudi po svetu težave z vidom. Velik del prav zaradi dioptrije. Marsikdo med njimi si želi, da bi lahko živel brez očal in brez kontaktnih leč. Laserska odprava dioptrije danes omogoča izjemno natančne in hitre posege. Ali je res mogoče, da poseg traja le 9 sekund na eno oko in kako varen je v resnici? Moj gost je oftalmolog, očesni kirurg Boštjan Drev. Dobrodošli, dober dan. Dobrodošli, pozdravljena. Povejte mi, kaj sploh pomeni laserska odprava dioptrije in komu jo priporočate, komu je namenjena? Laserska odprava dioptrije pomeni, da s pomočjo laserja in seveda tudi s kirurško spretnostjo kirurga spremenimo ukrivljenost očesa, v tem primeru roženice, in s tem, ko spremenimo ukrivljenost roženice, spremenimo tudi tako imenovani lomni količnik in s tem dioptrijo. Pomeni, laser preoblikuje roženico v primeru, da pač je daljnovidno, jo splošči, v primeru, da je kratkovidno učko, jo splošči, v primeru, da je daljnovidno, je pa dodatno zaobli. Nekaj mikronov roženice preoblikuje zato, da se ta snop svetlobe potem lomi točno v rumeni pegi. To je ta točka na očesnem ozadju, kamor se slika projicira. Ali so vsi kandidati za takšno lasersko odpravo dioptrije? Za lasersko odpravo dioptrije je zelo pomembno, seveda, da je oko zdravo, da je roženica primerna za lasersko odpravo dioptrije. Tu predvsem mislim, da je debelina roženice in oblika primerna. Vsaka roženica pač ni za lasersko odpravo dioptrije, če je roženica pretanka, če je krivina roženice, bom rekel, čudna, preveč izbočena, da gre za neko bolezensko stanje roženice, v takem primeru z laserjem ne smemo posegati po roženici in v takem primeru je laserska odprava dioptrije kontraindicirana. Ampak na srečo z novimi metodami laserske odprave dioptrije, z novejšimi laserji, z novejšo diagnostiko, tudi z napredno tehnologijo, ki nam omogoča dolgoročno sledenje, je praktično na nek način skoraj vsak pacient primeren za vsaj neko od teh oblik laserske odprave dioptrije. Tako da bi rekel, od 10 ljudi ali pa 100, ki pridejo na pregled, da si želijo odpraviti dioptrije, jih lahko več kot 90% rešimo. To je veliko. Pa je kaj pomembno, koliko imaš dioptrije? Moraš imeti visoko ali imaš lahko -2, na primer? Lahko imaš od -0,5, če te moti. Okay. Laserska odprava dioptrije ima različne razpone, predvsem na to, nekaj je to, kar je pacient pač realna dioptrija, drugo je pa realno stanje očesa. Nekdo, ki ima -10, pa ima primerno obliko roženice, primerno oko za odpravo, je tudi -10 možno rešiti, tudi -15, tudi -20. Ampak odvisno je seveda od oblike očesa in seveda od parametrov in roženice, dolžine očesa, ker metod poleg laserske odprave dioptrije so še tudi druge, kot so vstavitve leče, zamenjava očesne leče. Ampak če se tukaj reduciramo na lasersko odpravo dioptrije, praktično vsakršno dioptrijo, tudi 0,5 navzgor, pomeni 0,50, pa načeloma do 12 dioptrij lahko z laserjem odpravimo. Kakšen pregled mora pacient opraviti, preden se z njim potem pogovorite, če je primeren kandidat in seveda za kakšen tip laserske odprave? Ta pregled je kar obsežen, dokaj zahtevna diagnostika. Pregleda se razlikujeta predvsem, ali pacienta samo informativno zanima, ali je to sploh mogoče, oziroma ali pacient že je odločen, da bi nekaj naredil, pa potem pride na tak pregled, da mu potem povemo vse njegove možnosti. Tisti, ki ga samo to zanima, tak pregled traja približno 1 uro. V tem času mi naredimo osnovne diagnostične preiskave, očesno stanje očesa preverimo, da je oko zdravo in da sploh vemo, da je ena od teh metod za njega na voljo. Potem šele, ko pacient res pride do odločitve, da si tega želi, sledijo nadaljnja diagnostika, še bolj obsežen pregled, ki ga včasih tudi večkrat zapored ponovimo, zato ker pač ponovljivost teh meritev zagotavlja boljši rezultat na koncu. Tak pregled pa tudi lahko traja 2 uri, tudi 2,5.
Takrat pa v bistvu potem na podlagi teh vseh meritev, pogovorov s pacientom, pričakovanja pacientov, podiskutiramo in se odločimo za metodo, ki je za pacienta najbolj primerna. Pacient nima pravice, kar se grdo sliši, da si izbere svojo metodo. Ne? Ja, seveda. Pacient je pač prišel po uslugo, prišel je do očesnega kirurga in kirurg je tisti, ki mu mora na njegovo anatomijo očesa, na njegovo stanje očesa, na njegovo dioptrijo in tudi na njegove želje in pričakovanja svetovati najbolj primerno metodo. Brala sem, da lahko laser odpravi dioptrijo v 9 sekundah. To zveni res kot znanstvena fantastika. Ali je to res mogoče? Ja, res je mogoče. No. Je še meni znanstvena fantastika. Ko sem prvič videl, govorimo zdaj tu o metodi, recimo Smile Pro se zdaj imenuje. Jaz sem prvič to metodo videl leta 2014 v tujini in ko sem takrat je ta laser to izvajal še nekje 20 do 25 sekund. In ko sem to prvič videl, sem si rekel, ta laser bi pa želel delati. Ne? In takrat sem rekel, to hočem imeti, to je res, mislim, to je bilo fascinantno. Vse je. In potem sem začel to slediti in seveda sem ga začel izvajati. Zdaj, še z novejšo tehnologijo, še z novejšim laserjem, res laser potrebuje 9 sekund, da preoblikuje roženico, potem pa potrebuje še kirurg, seveda 30 sekund, recimo, da to dioptrijo odstrani iz te roženice. Celoten postopek, ko pacient leži na mizi, je nekaj minut. Vsaka okoli recimo 3 do 5 minut. Seveda s tem še je tudi priprava, anestezija, čiščenje očesa in pokrivanje in tako naprej. Ampak res tisti fascinantni del, ko laser pogledaš v lučko, pacient reče, zdaj pa 9 sekund gledajte v to smer in do tistega trenutka, ko laser konča, je 9 sekund. Dobro. Kako varni pa so te posegi? Zelo. Mislim, posegi so tako varni, da se včasih res čudiš, zakaj toliko ljudi sploh še nosi očala. Mislim, ker mi kot očesni kirurgi, ko to vemo, poznamo, je pač že mogoče to naša poklicna malformacija, da enostavno vsake, ki vidi z očali, si misliš, tega bi pa jaz lahko rešil. Ne? Posegi so bolj varni tisti, ki nosi recimo kontaktne lečke. Ne? Možnost komplikacij po nošnji kontaktnih leč je tudi 5 do 10 več kot pa po laserski odpravi dioptrije. In pomeni, da ta strah posameznika, pacienta, da pač je laserska odprava nevarna, laserska odprava dioptrije nevarna, da lahko zaradi nje oslepiš, je popolnoma odveč. Tehnologija je šla to daleč naprej, pa že tudi nekoč. No? Zgodovina laserskih operacij je 30 let. Pomeni, zdaj so pa samo napredovale. Ne? Pomeni, tudi tista metoda, ki je 30 let stara, ni slaba, ampak je šla tehnologija tako daleč naprej, da je to že zdaj skoraj preteklost. Ne? In samo še, bom rekel, iz knjig se učimo od teh starih metod, vemo, da so obstajale, ampak osnova je bila podobna. Tudi prejšnji laserji, ki so bili 10-krat manj precizni, 20-krat manj precizni, bolj agresivni, so na nek način reševali dioptrijo. Ne tako natančno kot sedaj, ne tako dolgoročno kot sedaj, ampak tudi s tistimi se dalo dosti pomagati. Ali pacient, ko poseg opravite, naprimer ta 18-sekundni za obe očesi, ali takoj bolje vidi? Praktično pacient, ko vstane z mize, iz te laserske sobe, te mizi, ki leži, takoj vidi napredek. Spet je seveda razlika, ali pride z -1 ali pride z -10. Ne? Tisti, ki pride z višjo dioptrijo, je ta wow efekt še večji. Ni še to tisto kristalno jasen vid, da bi rekel, da lahko vse prebere. Ampak pacient že reče, že zdaj boljše vidim kot prej, pa je vmes minilo tistih par minut. Ne? Vid se pa potem iz minute v minuto zboljšuje in pri večini pacientov je do večera že tako dober, da funkcionirajo sami, vozijo avto, gledajo zvečer televizor, grejo na sprehod, vidijo stvari, ki so jih pregledali skozi očala, skozi kontaktne leče, že dokaj normalno. Ljudje smo si različni, ne? Vsako, ko je tudi posebno. Ne moreš zdaj reči, da bo vsi v 2 urah dobri, ampak znotraj 24 ur do 48 ur so pacienti na blizu 100% ostrine, eni že celo prej. V svoj življenjski ritem, svojo dnevno
življenje se pa vračajo, lahko rečem, že naslednji dan. Postopno sicer, ne more kar naslednji dan biti 8 ur na računalniku, ampak postopno ga potem spuščamo v njegove normalne aktivnosti, tako pisarniško delo kot športne aktivnosti, ne nazadnje tudi ljudje, ki delajo, ne vem, v umazanem okolju, v prahu, se lahko v parih dneh vrnejo v svoj ritem. Kaj pa lahko pričakujejo po posegu, kaj se z očmi dogaja? Se jim solzijo, jih pečejo, karkoli? Te sodobne laserske metode, laserske odprave dioptrije, recimo po metodi Smile, kjer gre za neko mikro luknjico v očesu, skozi katero odstranimo dioptrijo, ta luknjica je velikosti 2,5 mm. Ta luknjica je zaceljena v 2 urah. V 2 urah pacienta, pa do 4 urah pacient več ne čuti, mogoče čuti neko blago praskanje, mogoče neko občutek, kot da ima neko trepalnico v očesu, ampak to v parih urah izveni. Pacient do večera večinoma sploh ne ve, da je bil operiran, kar je fascinantno. Pri prejšnjih začetniških metodah, tisti 20-30 let nazaj, tudi pacient po 3 dni ni imel strmnega prostora, očke je mogel imeti zaprte, solzilo se je, praktično svetloba ga je motila. Tu pa lahko rečem, da naslednji dan funkcionira. Tudi imamo primere, kako sicer se ne smemo pohvaliti, pacient se ne bi smel pohvaliti, ampak jaz sem že domov sam peljal, kar ni dovoljeno. Mora imeti prevoz, ampak on se pelje in se naslednji dan to sicer pohvali, mu sicer povemo to dobrohotno, da pač to ni bilo najboljše, ampak da smo pa super veseli, da je to šlo skozi. Verjetno je veliko pacientov med mladimi, aktivnimi mladimi in seveda tudi med športniki. Njim je verjetno nošnja kontaktnih leč in očal lahko veliko breme. Ja, veliko izkušenj imamo s temi. Mislim, ta športni, vsi na nek način, zdaj bom rekel, tudi mladi živijo, dosti seveda preživijo za računalnikom, ampak aktivnost populacije je kar velika. Ti ljudje, ki so športno aktivni, pa tudi drugače v prahu dela, teh kontaktne leče očala zelo motijo. In ne nazadnje in tudi borilne veščine in kontaktni športi. Se ti leča premakne, ti leča pred športom pade ven na tla. Ne nazadnje z očali pa ti tega ne moreš početi. Tako da nekje do neke točke, do katere ti lahko recimo s kontaktno lečo neko zadevo kompenziraš, si še kar nekako zadovoljen. Ko te kontaktna lečka gre na živce, ko ti kontaktna lečka nagaja, takrat postaneš pa bolj nervozen. Takrat pa že iščeš rešitev in zagotovo je laserska odprava dioptrije super rešitev. To lahko povem. In tudi športniki, ki jih operiramo s to metodo, pa s temi sodobnimi metodami se praktično v 2-3 dneh vrnejo v svoj trening. Oni lahko tudi rokomet igrajo po 3 dneh. Tako da ni neke ovire, da bi prišli do neke poškodbe, tudi če bo dobil udarec direkt v oko naslednji dan. Potem je pa še druga skupina ljudi, govorimo o starostni slabovidnosti, ko ves čas pomikamo besedila, da jih lahko vidimo. Ali je starostna slabovidnost naravni proces ali je to bolezensko stanje? V bistvu ni bolezensko stanje. To je naravni proces, ampak to ime starostna daljnovidnost je kar boleče. Ker po 40. letu se lahko to prične. Gre za to, da se prožnost lastne očesne leče zmanjšuje in oko se težje prilagodi na te bližinske fokuse, zato začnemo podaljševati roke, iščemo fokus. Tako da to je naravni proces, nek način starjenja leče, ki je manj prožna. In zdaj tukaj to doleti praktično vsakega od nas, slej ko prej. Nekoga pri 40, drugega pri 50, nekoga tudi pri 55. Skoraj ne moreš pričakovati, da te to ne bo doletelo. In to je ena velika bolečina ljudi, ki prej koli v življenju niso nič potrebovali očal, pa kar naenkrat jih rabiš. Si v fazi aktivnega življenja, greš v restauracijo, pogledaš jedilnik, na telefonu sporočila več ne vidiš in si ves čas odvisen od teh očal. Ta starostna daljnovidnost je tudi ena velika skupina ljudi, ki se jim tudi da pomagati z lasersko odpravo dioptrije, kar mogoče zelo malo ljudi ve in tudi mogoče tudi dosti oftalmologov, okulistov tega mogoče niti ne pozna dovolj dobro, da bi znalo ljudem svetovati, da je to možno popraviti z laserjem. Kaj pa, če naprimer ima ta starejša populacija se lahko razvija tudi siva mrena, kaj pa v tem primeru naredite? Najprej pomagate sivo mreno, pa potem odstranite še to oziroma pomagate Siva mrena pomeni zamotnitev očesne leče. To je večinoma pri starejši populaciji 60, 65, pa celo 70+. Najpogostejša je starostna siva mrena.
In pri teh ljudeh je laserska odprava dioptrije vprašljiva, ker se laser izvaja na roženici in zadaj leča je motna. Ti z laserjem tega ne boš mogel rešiti. V takih primerih se ponovadi gre v zamenjavo lastne očesne leče. Pri vsaki operaciji sive mrene se leča menja, tu je pa možno pri pacientih, ki imajo sivo mreno in si želijo tudi hkratnega operacije dioptrije na nek način, da se rešijo očal za daljavo bližino, da se vgradi leča, nadstandardna leča, leča narejena po meri, ki pokrije tako daljnovidnost, kratkovidnost, morebitne cilindre, astigmatizme in je lahko namenjena za vse razdalje. Je spet odvisno od stanja očesa, od kako je ali je zdravo, ne, in tudi seveda od pričakovanja pacienta, kaj želi, ali želi samo daljavo dobro, ali želi za daljavo in vožnjo, ali želi tudi brati z isto lečko, brez očal. Tako da tu se pa potem spet pogovarja s pacientom in seveda na podlagi zdravstvenega stanja, njegovega splošnega tudi, pa stanje njegovega očesa, določiš njemu najbolj primerno metodo. Ali se lahko, ko že naredite lasersko odpravo dioptrije, ta dioptrija znova poslabša in mora pacient vnovičiti na takšen poseg? Včasih je veljalo, da predvsem pri teh mlajših, govorim kratkovidnosti, ko se pač pojavlja recimo že v dobi šolstva, pubertete, da se pač čaka, da se dioptrija ustali. Ni več temu čisto tako. Pomeni, ti predvsem zdaj, bom rekel, celo dokazano je, da prej, ko korigiraš dioptrijo, manj možnosti, da dioptrija napreduje. Seveda je pa pomembno, da imaš rešitev. Če danes nekoga operiraš pri 18 letih, pa ima -4, obstaja verjetnost, da bo ta pri 28 še dobil nekih, mogoče -1, ampak ti moraš na dan operacije vedeti, zavrteti film ali pa čas 10 let naprej, predvideti to, da se to možno zgoditi, pacientu to predstaviti, na kak način boš takrat to popravil. In da imaš za njega tudi rešitev, ko bo starostna daljnovidnost, ko bo star 50 let, ko bo na blizu potreboval. Pravilno je, da ti načrtuješ doživljenjsko njegovo rešitev dioptrije. Da bi zdaj čakal pacient, da bo 30 star, pa da bo potem na fiksno dioptrijo, je nesmiselno. Ok, so pacienti, ki mogoče imajo tanko roženico, pa ni neke metode, takemu svetuješ, lahko rešimo 10 dioptrij, če bo nekoč prišla še ena dioptrija, ne vemo, če bomo lahko pomagali, odvisno od takratnih metod, ampak on bo najslabšem meru na tisti enki pristal, ne, na -1, prej imel pa -10. Tako da takemu se pove, ampak tudi, ko jaz 18-letnika operiram, mu povem, vi ste zdaj star 18, pri 25 lade bo to, pri 30 bo delal magisterij, bo še moč porod, bo še kakšna polovička zraven prišla, ampak to bomo rešili. To je rešljivo. Tako da to je pomembno, da pacient ve in tudi ti posegi naslednji niso tako, bom rekel, takrat gre za manjše posege, ker korigiraš samo tisto razliko, ki je mogoče v tem času nastala. Ne? In tudi cenovno ne pomeni to, da je to strošek spet čez 5 let identičen kot zdaj, pa spet čez 5, pa spet čez 5. Ne? Pomeni, ti na nek način že to pacientu napoveš, mu tudi to predstaviš in tudi poveš, kako boš to rešil, ali bo to strošek te prvotne operacije pokril, ali bo to recimo potem pač neki manjši strošek nastal v času 5-10 let. Omenili ste strošek takšnega posega. Kako pacientom predstavite ta strošek v primerjavi s stroškom, ki ga imajo za leče, za nova očala skozi življenje? Marsikdo sam pacient ugotovi, da glede na to, da je potreboval toliko in toliko očal, športna očala za smučati, pa lečke, pa to, da je operacija se že v parih letih povrne. Tako da v bistvu tukaj, če začneš seštevati, kje je še to, da ti zjutraj, ko se zbudiš, prvo iščeš očala, pa iščeš kontaktno lečo, ki je bo žal notri, plus tega, da ne vem, ne moreš nositi kontaktnih leč, pa se padeš na smučanju, pa ti očala grejo nekam v sneg, pa jih spet iščeš. Tako da, če bi stroškovno gledal to, absolutno je laserska odprava dioptrije cenejša, kot pa da ti vsako leto, vsake 3 leta, 2 leti, pač odvisno, kupiš nova očala, pa sončno z dioptrijo, plus kontaktne lečke, ki stanejo, tekočina za kontaktne leče. Da govorimo o vseh teh težavah, ki to sabo prenaša, vsako jutro nego leč, vstavljene leč in tako naprej. Tako da tukaj kalkulacija, finančna konstrukcija definitivno vzdrži. Zdi se tisti trenutek, ko pač plačaš to operacijo, da je mogoče draga, ampak v resnici ni. V resnici je cenejša kot očala.
To pacientom pač nekako povemo, tudi kalkulatorji so obstajali, pa še obstajajo na katerih spletnih straneh, kjer to lahko prekalkuliraš in je to včasih tisti trigger, ki pacienta mogoče potem vsem prepriča, ampak pri cena ni ponovadi odločilna. Ne? Pacienti so največkrat v bistvu je bolj tisti strah pred tem, kaj pa če uslepim, kaj pa če me bo bolelo. To je v bistvu, se mi zdi, pri pacientih bolj izpostavljeno, kot pa sama cena na koncu. Seveda vsak denar je vedno pač na nek način tudi pomemben, ne? Ampak ko pacient izbira za svoje oči, se mi zdi, da vedno več jih zna ceniti to, da bo pač za svoje oči dalo najboljše in da ne bo gledalo zdaj na 3 evre razlike ali pa 100 evrov razlike, ker pač je res, da tudi razlike so med posegi, ampak ko začneš primerjati poseg s posegom, hruško s hruško, pa jabolko z jabolkom, potem ugotoviš, da so cene tudi tu. Ni zdaj cena nekje, če enkrat cenejša, tam tudi, bom rekel, ista kvaliteta. Sigurno. Kaj vam rečejo pacienti, ko znova spregledajo? Teh dogodkov, kaj pacienti rečejo, to bi bila cela knjiga tega. Pacienti od tega, da te objamejo, da se jokajo od veselja, ker spet vidijo, da rečejo, največ jih recimo reče tako, da če bi to vedel, da je tako hitro, pa tako ne boleče, da bi se odločil že zdavnaj in da mu žal, da tega ni že prej storil. Potem recimo Mazlo reče, vsaka plomba, majhna plomba pri zobozdravniku je hujša kot laserska operacija. Potem pa se da to, da ne vem, ko se dvigne iz te operacijske mizice v sedeči položaj, pa pogleda po prostoru, pa vidi na steni uro, pa reče, ne morem verjeti, koliko vidim, ne, pove, koliko je ura in za nameček ti še pove, da vidi sekundni kazalec. Mislim, to pacient, ki prej niti ni videl, da na steni ura je. Ne, to so res tak pozitiven povratni učinek na nas, kirurge, da potem še z večjim željo, še z večjo entuzijazmom, bom rekel, iščemo nove metode pacienta in mu poskušamo najboljše stvari pripeljati pred vrata. No. Tako da, pacient je pa seveda tisti, ki se mora na koncu odločiti. Ne. Ali pač nosi očala, kontaktne reči, ali pa se pač bom rekel, odloči za to, da bo tega se dioptrija rešil za zmeraj. Že prej ste omenili, da pri pacientih, ki imajo tanko roženico, ne morete narediti te klasične odstranitve, ampak da se odločite da jim ustavite lečo. Kako to izgleda? Ja, opcija za možnost za odpravo dioptrije tudi leča, ki gre na njegovo lastno lečo. To je neka vrsta znotraj očesna kontaktna leča. Meni pacient namesto, da da lečko na površino očesa, obstaja leča, ki je po meri narejena z posebnega biokompatibilnega materiala, ki se vgradi za zenico oziroma za šarenico na njegovo lastno očesno lečo. To je leča, ki jo pacient ne čuti. Ne. Leča je po meri narejena po velikosti in tudi po dioptriji. In ta leča se skozi manj kot 3 mm luknjico vgradi v oko. Poseg je prav tako, tam 5-7 minut nekje na oko. Prav tako pacient naslednji dan normalno funkcionira, že skoraj pa v 2-3 dneh najkasneje. In ta lečka zavedno ostane notri. Je pred njegovo lastno lečo, njegova leča še vedno dela, prilagaja se blizu daleč, roženica pa pri tem primeru nedotaknjena. In kakšne manjše posege še zmeri ta roženica dopušča, kar je pa zelo pozitivno pri tej leči, ki jo vgradimo v oko, je pa edina operacija na očesu, ki je povratna, reverzibilna. Na nek način danes pride, ne vem, 18-letnik, ima -10, mu daš to lečo notri. Če bo dobil, ne vem, čez 7 let še -2, teoretično, ali boš takrat popravil to, če je z laserjem, ker -2 pa mogoče roženica njegova dopušča, ali boš pa to lečo vzel ven in ji boš zamenil za 2 dioptrije močnejšo lečo. Pomeni, ta lečko zamenjati je zelo enostavno. In seveda pomeni dodaten poseg, pa nek dodaten strošek, ampak operacija je na nek način reverzibilna, povratna. Plus tega, da dopuščaš vse ostale metode, ki so na voljo, ker si to glavnino dioptrije rešil zdaj. Nekoga, ki ima -10, ne boš takoj na laser dal, boš rekel, lejte, pač boljše je ta metoda, ker potem si kupimo manever za kdaj kasneje, ko boste star 30, 40, 50 let. Razumem. Ali imajo zdaj te generacije več težav z očmi, z vidom, kot smo imeli mi, ali jih samo več odkrijete, ali
Ali vsi res čisto preveč gledajo v ekrane? Mislim, definitivno vsi preveč gledamo v ekrane, to se strinjam, da je tudi eden dodaten ta trigger, ki nam, bom rekel, povečuje možnost nastanka dioptrije, predvsem tem mladostnim. Včasih smo pač letali po igrišču, zdaj pa so vsi v telefonih, računalnikih, tako da teh kratkovidnosti obstaja epidemija kratkovidnosti. Ljudje kratkovidni se letno število procentualno povečuje. In to je največja skupina mladostnih, ki so ti kratkovidni. In v nekih analizah, študijah jih bo 2050 že od 70 do 8%. Ne? V azijskih državah je celo že 90% kratkovidnih v razredu. Ta kratkovidnost je ena. Druga stvar je pa ta naša starostna daljnovidnost, ki pa tudi vsakega doleti. Pomeni tako, da skoraj vsak od nas se enkrat v življenju sreča s problemom, da nikjer ne bo videl. Ne? Zdaj, če je to bolezen, je pač bolezen. Če je pa to dioptrija, kjer gre za motnjo tega lomnega količnika, je pa to, tako sem prej na začetku omenil, v 90% je rešljivo. Ne? Veliko je pripomogla recimo tej odločitvam pacientom za odpravo dioptrije, prav korona, kar je zelo zanimivo. Veliko ljudi, ki je prej nosilo kontaktne lečke in je moralo potem nositi masko, jim je sušilo, kontaktne leče je sušilo oko. In teh ljudi so se potem nekako odločili, da bojo šli v odpravo dioptrije z laserjem. Takrat je bilo recimo v celem svetu, ne sem tu pri nas v Sloveniji, bom rekel poplava ljudi, ki so želeli laser odprije. A pa poplava. Procent se je povečal sigurno zaenkrat napram prej. Ne? In potem se je pa malo to po koroni, ko je po vseh potovanjih se spet odprto, spet se malo ta številka znižala. Ampak procentualno nekje 5% ljudi, ki nosi očala ali kontaktne leče, tu nekje med 3 in 5 so statistike, se odloča za odpravo dioptrije, kar pomeni, da je še velik manever. In glede na to, da se število ljudi, ki ima težave z dioptrijo ali tudi povečuje, je tu neskončno veliko možnosti za pomoč tem ljudem, seveda na njih je pa odločitev. Očala in kontaktne leče so super pripomoček, ampak če te ne moti, zakaj bi se operiral? Ne? Saj pacient me vpraša, jaz ga vprašam, zakaj pa ste prišel do mene? Ja, malo tako informativno, tak ni dober kandidat. Ne? On mora povedati, jaz se želim tega rešiti. Jaz nočem očal, nočem tega. Tu je že prvo, ker vsaka operacija, predvsem ta starostna daljnovidnost je kompromis. Jaz pacientu rečem, mi ne znamo narediti 20 let starih oči nazaj. Ne? Znamo pa na vseh metode, ki jih imamo, izboljšati naš način življenja, da boste odvisni minimalno, pa sploh nič. Mogoče samo za kako malenkost. Ne? Vi boste svoje življenje shajal. Vozil boste brez... Večino stvari boste počeli brez očal. Mogoče jih boste kdaj rabo v slabi luči zvečer, ko boste 5 ur knjigo bral, ko ne boste mogli spati, pa bo to edino. Ne pa, da jih boste imel 5. Ta mene v službi za računalnik 3, za šport 4. Ne. Tako da se pomagati. Ne. Mora pa pacient biti tudi realen, ne sme imeti prevelikih pričakovanj. Če ima -12, pa mu potem 0,5 ostane, ne sme biti nesrečen. Ne? Ampak tudi to je treba mu povedati. Ne? Absolutno. Ti res poznati mora pričakovanja. Tako, to je pomembno. Boljše, da pacientu obljubiš malo manj, pa potem več dobi, kot da mu obljubiš, da bo on perfektno na vse razali, da bo vse super, potem pa mogoče razočaran in potem ima on občutek, da je nekaj plačal, kar ni dobil. No? Razumem, da tu ta moment je pomemben pri razlagi, pri odločitvi, pri pogovoru in zato je seveda vsakim pacientom treba se dobro pogovoriti, ga tudi vprašati, tudi pustiti čas za razmislek, ne siliti v njega dobesedno kar na mizo dati, no, ampak pacientu mora to dozoreti, ta želja potem, da se reši očal, mora biti v njem prisotna. Kako pa je, a je zelo narobe, če ne vidiš čisto dobro, ampak še vedno dovolj dobro, ampak ne uporabljaš očal. Tako da se pol pač takole, da se malo mučiš. Ja. Koliko je to za očko nevarno? Praviloma s to starostno daljnovidnostjo, ki se malo mučimo, pa odmikamo roke, pa časi očke stisnemo, pa iščemo dobro svetlobo, to niti ni tako grozno narobe. Ker s tem na nek način vzdržuješ neko notranjo kondicijo. Malo prisiliš oko, da neko zenico se malo bolj zoži, da malo veke pripreš in da mogoče
prisiliš oko, da še to lečo pač potegne malo bolj. Ne. Drugo je pa razlika recimo pri kratkovidnosti, ko se razvija kratkovidnost. Ne. Pri mlajših tam ko pa 10-15 let starih, ko so v šolah, in če oni stiskajo učke in mežikajo in gledajo na tablo, ko ne vidijo, tistim bo pa provociralo, bo pa ta napenjene učko povzročilo dodatno naprezanje in dodatno poslabšalo to kratkovidnost. Ker tam je pa oko še ni fiksno, je še bolj elastično in se pač oko takrat podaljšuje in ravno to podaljševanje očesa, ki pač potem se slika lomi drugje, pomeni potem naraščanje tega minusa. Ne. Tam pa ni tako, kot mogoče tu pri 50 let, ko se ti začnejo težave z bližino. Največja napaka, ki ljudje naredijo, ko recimo na blizu ne vidi, da si gre neka očala kupiti, kar neki na pamet, takrat, ko je zelo utrujen, kupi +3, mogoče je bila +1 dovolj. Ampak ko enkrat natakne ta človek +3, bo zelo težko šel nazaj na +1, ker jih razvadi na nek način. Ne? Se super počuti, ampak jih je vzel v enem trenutku, ko je bil se slabo počutil, imel še kako neprespano noč, tisti trenutek gre v lekarno, pa si jih natakne, pa mu je super fajn. Strokovnjak mora pred tem. Praviloma, ker ni vedno samo dioptrija. Tudi je lahko očesni pritisk, lahko je kaj na očesnem ozadju. V vsakem primeru je dobro, da se pač to pogleda, pa da se mu pravilno svetuje. Ne? Rekla sva že, da ta laserska tehnologija izjemno napreduje. Tudi vi se verjetno izobražujete, non-stop šolate. Ali bo to tako šlo naprej, da počasi bomo kupovali samo še sončna očala? Bo vse ostalo? Mislim, če bi vprašala mene kot očesnega kirurga, ki delim tam, bom rekel, 2000 operacij na leto, jaz bi rekel, da za vsakega obstaja rešitev, ali pa skoraj za vsakega. In ne vidim razloga, da bi nosili očala. Je pa res, da to ljudje bo še zmeraj nosili očala. Pa še zmeraj bo nosili kontaktne lečke. Ravno zaradi teh, kar smo prej rekla, tega strahu, nevednosti, da pač je to nevarno. Ne? Tako da, ja, bi bilo super, za nas bi bilo super. Več pacijentov, ko bi se prijel sedaj, več boljše bi bilo, ampak je pa nenormalno pričakovati. Vse smo prej rekla, da imamo nekje 5% ljudi se odloči. Ne. Tudi če bo ta procent šel na 20%, pa bo že tako ne bo dosti kirurgov na svetu. Ne. Tako da to je nemogoče, da bi vsi bili brez očal. Bo pa verjetno ta delež naraščal z vedenjem pacijentov v tem, z pozitivno deljenjem mnenj, ko pač pacijent, ki je zadovoljen, vedno pripelje še enega ali pa dva zraven, ali mamo, očeta, brata, sestro, otroka. In ta pogovor usud pripelje nove stranke in zadovoljen pacient bo vedno pripeljal novega. Ne. Mi moramo biti pa samo kot kirurgi toliko fair do svojega samega sebe, da bomo seveda svetovali najboljšo metodo. In nikoli, no, kadar prideš v dilemo, kaj bi nekomu naredil, ne, ker niso vedno odločitve čisto črno-bele, ne, je zelo pomembno, da vedno pomisliš, kaj bi v tem trenutku sebi naredil. No. In jaz se večkrat pacient me vpraša, kaj bi pa vi sebi naredil. Lejte, ni tako enostavno odločitev, jaz nisem v teh težavah, ko vi nimam -5, ampak jaz definitivno, če boste mene videli z očali, potem moje firme več ne bo. Ne. To pač pomeni jaz, tisti kirurg, ki pač to rešuje, praviloma mora zaupati v svojo metodo. Sigurno. Ne moreš očesni kirurg z očali, ali ima res medicinsko indikacijo, da jih ne more se rešiti, ali pa jaz ne bi šel k njemu. Ne. Tako jaz vidim stvar. Ne. Tako rečemo ženske za frizerko slabo frizuro. No, recimo rečemo, podobno. To že nekaj ne štima. No, to nekaj ne gre skupaj. Ne. Drugač pa ja, mislim, da bo... tako da to je s tem seveda mirno spiš, ne. Jaz hočem mirno spati. Absolutno. In jaz pacijenta pač moram se vedno postaviti njegovo kožo, ali pa se poskušati postaviti. Hvala Bogu, je dosti teh izkušenj, ki jih imam sabo, pa tudi, ki jih črpam od drugih, ki so že uprijeli pred mano, pa vseh teh študij, ki jih sledimo, vseh teh izobraževanjih, da vidimo, da vemo, kaj je dobro, no? In da znamo, bom rekel, to tudi potem seveda pacijentu predstaviti. In ga ne da ga pripričamo direktno operacijo, da je to varno, odločil se bo pa sam. Tako. Želim vam veliko uspešnih posegov in da boste, kadar boste potrebovali, tudi vi legli pod laser kakšnemu svojemu kolegu. Brez problema, takoj. Mislim, če me kdo vidi z očali, ne bom več operiral. Tako bom rekel. Okay. Najlepša hvala. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem.
Oster vid brez očal do konca dni je nova resničnost, a odločitev zanj mora temeljiti na strokovnem pregledu in realnih pričakovanjih. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Pokrovitelj današnjega podcasta je Vidim očesni center. Center za odpravo dioptrije, ki se na tem področju uvršča v svetovni vrh. Le 9 sekund do vida brez dioptrije in do življenja brez očal ter kontaktnih leč. Obiščite vidim.si in se naročite na posvet.